Televizorji so med zadnjimi napravami, ki so se iz analognega preselili v digitalni svet. A veliko bolj kot digitalizacija kupce privablja oblika, saj so sodobni ploski televizorji lahko tudi okras dnevne sobe. Seveda pa oblika ni vse, pomembna je tudi kakovost vgrajenih komponent in skušali vam bomo razložiti, zakaj lahko televizorji stanejo od nekaj 100 pa tudi do nekaj 1000 evrov. Ploski televizorji naj bi bili za številko večji, kot so bili dosedanji analogni. Zato sta najmanj dva razloga. Razmerje stranic je 16:9, kar pomeni, da je pri isti diagonali površina zaslona manjša, hkrati pa boste na sodobnem ploskem televizorju lahko zaznali več podrobnosti, seveda če bo kakovost slike dovolj dobra. A pozor, če je signal slab, bo tudi slika na novem televizorju bolj zamegljena. Raziskave so pokazale, da je optimalna oddaljenost zaslona od gledalcev približno 3-kratnik njegove diagonale. To pomeni, da pri 40-palčnem oziroma 102 cm televizorju gledalec sedi približno 3 metre stran od zaslona. Največ televizorjev za prikaz slike uporablja tehnologijo LCD, v zadnjem času pa so zelo atraktivni televizorji LED, ki so deloma izničili glavno slabost televizorjev LCD, ki ne zmorejo popolnoma prikazati črne barve. Plazmatski televizorji so bolj običajni pri večjih diagonalah zaslonov, njihova slabost pa je nekoliko večja poraba energije in pa dejstvo, da jih težko gledamo v svetlejših prostorih. Odsev od površine zaslona se v zadnjem času pojavlja tudi pri nekaterih LCD televizorjih, a povsem brez potrebe. Televizor ne sme postati ogledalo. Ker televizorje kupujemo za več let, je zelo pametno, da kupimo takšnega, ki podpira visoko razločljivost in ima oznako Full HD. Trirazsežni televizorji z oznako 3D so zaenkrat še bolj modna muha, malo je vsebine, hkrati pa je ogled precej drugačen, kot smo vajeni iz kinematografov. Če signal sprejemate preko strešne ali sobne antene, je pomembno, da televizor podpira standard DVB-T MPX4. Če ste priključeni na kabelskega ali IP operaterja, vam bo on priskrbel ustrezen pretvornik. Pretvorniku se pri kabelski televiziji lahko izognete, če kupite televizor, ki podpira standard DVB-C. Televizor naj ima čim več priključkov HDMI za povezavo z drugimi digitalnimi napravami. Priključek SCART boste uporabili za povezavo s starimi analognimi napravami, medtem ko boste preko priključka USB lahko pregledovali slike ali poslušali glasbo, posneto recimo na USB ključu. Novejši televizorji omogočajo tudi snemanje na zunanji trdi disk, preko žičnih ali brezžičnih vmesnikov pa jih lahko povežete v domače omrežje in s tem televizor postane središče sodobnega povezanega gospodinjstva. Pri nakupu televizorja se je najprej treba odločiti za pravo velikost, izbrati tehnologijo prikaza slike in biti pozoren na bleščavost zaslona. Sliko z visoko razločljivostjo HD že lahko spremljamo, medtem ko trirazsežna slika šele prihaja v naše domove in je zaenkrat še modna muha. V televizor naj bo vgrajen pravi sprejemnik glede na način sprejemanja signala. Bodite pozorni na vrsto in število priključkov ter njihovo lokacijo, hkrati pa pomislite na to, da bo televizor lahko že čez nekaj let postal središče sodobnega povezanega doma. Kateri televizor je najbolj kakovosten oziroma ponuja največ za svojo ceno, boste izvedeli v VIP-ovem testu, ki je objavljen na spletnih straneh Zveze potrošnikov Slovenije in v reviji VIP. Preverite ga pred nakupom.